Ja, veš, tizga. Naša ekipa je ob svetovnem dnevu živali obiskala ekološko kmetijo na Zgornjem Jezerskem, kjer redijo avtohtone slovenske pasme. In s tem ne mislim navadnega fovšljivega pijančka, ampak pasme pujsov, krav in kokoši. Dajmo si pogledati. So zelo kvalitetna pasma z ugodno sestavo mesa in tudi maščobe niso slabe. Imajo sicer mogoče malo manj mesa, ampak je to bolj kvalitetno. Je bolj okusno in se lahko primerja z Angus govedino, ki je tako ocenjena v burgerjih. Ta gospa je pa kar malo kruta, no, se ne vem, daj. Jaz tudi rad kdaj pokomentiram telo kakšne samice, ampak medtem ne, ko ona zraven stoji. Sicer pa nisem tako izbirčen. Ta reakcija je pa kar... Ok, še enkrat. Sorry. Ta gospa je pa kar malo kruta. Saj tudi rad čas pokomentiram telo kakšne samice, ampak ne medtem, ko je ona zraven. Sicer pa nisem tako izbirčen kot gospa. Na primer, všeč mi je tako temno rdeče meso, kot svetlo rdeče. Pa tudi vsi deli so mi všeč. Stegna, hrbet, vrat, križ, rebra, lica, prsa. Vse imam rad. Dokler ni preveč maščobe. Dajmo si pogledati, kakšne kokoši imajo na tej kmetiji. Razlika od ostalih kur je v tem, da Štajerke nesejo manj jajc. So pa ta jajca bele barve, imajo zelo trdo lupino in so tudi glede na velikost jajca večji rumenjak. Ok, Štajerke nesejo manj jajc, ampak so bolj kvalitetne. Poleg tega imajo pa baje še Gorenjke, ki iznesejo več, ampak vse zadržijo zase. Pa Korošice, ki pa iznesejo lih dost, ampak jih dajo vsakmu, ki jih bi rad. Korošice so po neuradnih podatkih lahke za zdresirati. Ko ji na primer rečeš, naj se usede, se bo ta ulegla. Baje. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.